gozdna cesta, je najvišja gozdna cesta v nekdanji Jugoslaviji. Smo v čudovitem gozdu balkanskega bora Molike. Evo, pokrajina ko nekje v Kanadi. Noro. Najvišje jezero v Črni gori. Suhi jagodni izbor borovnic oziroma ledena trgatu. Vidimo skoraj celotno nekdanjo Jugoslavijo, razen Hrvaške in Slovenije. Prihajamo na Tromejo. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Danes se pa nahajamo v Črni gori in sicer v Prokletijah. In smo prišli do prvega čudovitega razgleda. Tamle dol v dolini je mesto Plav. To so pa vse Prokletije. Evo, v Sloveniji smo imeli 4 do 5 let nazaj ogromno lubadarja. Zdaj ga imajo pa Črn gor. Najprej gremo pogled eno čudovito jezero, potem pa na Tromejo med Črno goro, Kosovim in Albanijo. Družbo pa že poznate. Klemen, Grega in Maja. Evo, avto bomo pa tak, vzeli smo rentakar. Za tele ceste črnogorske je kar primeren. Smo pa že na 1700 metrov nadmorske višine in ta gozdna cesta, ne boste verjeli, pripelje do 2200 metrov, kar je najvišja gozdna cesta v nekdanji Jugoslaviji. Smo na prelepem koncu Črne gore. Tam se že vidi proti meji s Kosovom in Albanijo. To je Hridski krš in pa krš Bogičevica. Ampak najbolj zanimivo je pa to, pogledajte nadmorsko višino. 1996 metrov in gozdna cesta. Gledajte, to je daleč najvišji gozdna cesta v Črni gori in tudi v nekdanji Jugoslaviji. Rast je pa, kot vidite, zelo zanimivo. To je en zanimiv balkanski bor, ki se mu reče Molika. To je endemit, spravi endemitna vrsta tukaj na Balkanu. Raste samo na tem področju. Res zanimivo. Res, to je taka res visokogorska vrsta, ki raste nekako med 1500 in 2200 metrov. Evo, sedaj smo na 2000 metrih, pa še res bujni gozdovi. Pred nas na 2000 metrov ne rase skoraj nič več. Samo še kakšno rušje, pa kakšen osamljen macesnček. Tako da, super je ta Črna gora. Na to stran Hridski krš, na drugo stran pa pogledajte, kakšni razgledi na vrhove Prokletij. Res čudovito. To je res taka zanimiva stvar. Ta del Prokletij je na silikatu. Gledajte, to je granit in pa tonalit. Zanimive kamnine, gledajte, kakšne take zelenkaste kamnine. Na to stran, se pravi proti jugu, jugozahodu, se pa začne seveda apnenc. Tisti vrhovi so apnenčasti, ti so pa silikatni, oziroma granit in tonalit. Ja, tako zanimiva koča. Poglejte nadmorsko višino. Na 2062 metrih, pa še kar smo na gozdni cesti. Res, noro. Zdaj gremo pa do Hridskega jezera, ki je na nadmorski višini 1970 metrov, se pravi, se bomo spustili slabih 100 metrov dol. Smo v čudovitem gozdu balkanskega bora Molike. Res nekaj posebnega za naš gozdarje. Eti to, mi smo vajeni samo smreke, jelke, tukaj so pa res čisti sestoji tega bora Molike. Res zanimivo. Čisto drugačna perspektiva v Črni gori kot v naših hribih. Glejte, kakšne nametane skale, zelenkaste barve. To je seveda tonalit
in pa pogledajte, kakšna lepa molika. Gromozanska. Za 2000 metrov višine je res izjemna. Izjemne debeline dreves. Pogledajte, kakšne zanimive skale. Res. Ogromno mahu na skalah. Tonalitna sestava. Tonalit granit. Evo, pokrajina ko nekje v Kanadi ali pa v Skandinaviji. Kakšni prekrasni gozdovi balkanskega bora molike. Zdaj pa mislim, da bomo že blizu jezera. Ja, pogledajte to. Hridsko jezero. Noro. Gledajte to. Ko nekje sredi Skandinavije. Neverjetno. In pa take zanimive kamnine. Evo, jezero na 1970 metrih. Najvišje jezero v Črni gori. Jezero ima tudi otoček. Evo, kakšen čudovit otoček. Še en čudovit pogled na Hridsko jezero. Res. Spokojna tišina. Neverjetno. Ne morate verjeti, da se to nahaja v Črni gori. Evo, zdaj se bomo pa sprehodili okoli jezera. Gledajte, kakšna panorama. Hridsko jezero in pa Hridski krš. Gledajte, vse divje. Drevo pač pade v vodo, tako ostane. Ledeno mrzla voda. Jaz bi rekel, je 6 do 7 stopinj. Vem, čez kakšen mesec bo pa že pod ledom novembra na taki nadmorski višini. Res so čisto skandinavske razmere, poleg borovcev tudi breza, ki je seveda značilna vrsta za mrzle kraje. Čudovite jesenske barve. Tole je pa navadna jervika. Evo in pa spet naravni most. Kakšni čudoviti. Seveda, sem mislil, da je dobre. Še en čudovit posnetek na jezero. Super panorama. Hajamo se med borovnicami, gledajte, koliko borovnic, neverjetno. Sredi oktobra, čudovite borovnice, to je že suhi jagodni izbor borovnic, oziroma ledena trgatev.
Evo, kakšno lepo rdeče borovničevje. Družba se pase v borovnicah. Živimo. Čudovit pogled na Hridsko jezero in pa pogorje v Črni gori. Prihajamo na sedlo, da vidimo, kaj se odpre. Poglejte, kakšna panorama proti albansko-kosovski meji. Mislim, da je tale prvi tromeja. Evo, pogled na prokletje. Vse to so prokletje. Ta cesta je pa najvišja gozdna cesta v nekdanji Jugoslaviji. Na drugo stran pa pričara Hridsko jezero. Evo. Nora. Kakšna čudovita pot proti vrhu Hridski krš. Evo, pogled navzdol pa takle na Hridsko jezero. Res fenomenalen razgled. Vreme bolje ne more biti. Čudovito, evo, to stran pa takole. Gledajte, kakšne panorame. Vrh Hridskega krša. Zdaj pa da vidimo razgled na Hridsko jezero. Pogledajte to. Ga zakriva skala, ampak vseeno. Super pogled. Lepe planine tamle. Oziroma po črnogorsko se jim reče Katuni. Sami visoki vrhovi nas obdajajo. Tistle v daljavi, tam, ko se začnejo oblaki, je pa najvišji vrh Kosova, Đeravica, 2656 metrov. Neverjetna vidljivost sredi jeseni, sredi oktobra, proti zahodu. Tamle v daljavi so že bosanski hribi. Potem vsa Črna gora, proti severu Srbija, potem proti severovzhodu in pa vzhodu Kosovo, potem vmes, tamle v daljavi, tisti hribi so že v Makedoniji in pa na jug pa Albanija. Vidimo skoraj celotno nekdanjo Jugoslavijo, razen Hrvaške in Slovenije. Prej smo bili tamle gor na tem vrhu, zdaj gremo pa na eno razgledno skalo. Noro. Prepadna skala. Gremo pa na tale vrh, na prvi vrh, in to je tromeja med Kosovim, Albanijo in Črno goro. Tisto od zadaj, ki je še višji, je pa Đeravica, najvišji vrh Kosova. Nahajamo se na sedlu Mala Bogičevica, 2141 metrov. Zdaj gremo pa na vrh Tromeđa, 2366, piše ura pa pol oziroma 3,4 km. Prav za nas 1 urca. Kakšen čudovit vrh je pred nami, vrh Tromeđa. Dol pa ena super planina in pa ostali vrhovi. Evo, usvojili smo pa že tistega ta levi vrh, Hridski krš. Kakšne čudovite sence dela oktobrsko sonce.
in pa Tromeja. Raj na zemlji. Tako. Juhu. Rdeče zaplate borovnic. Meja med Kosovim in Albanijo. Zdaj pa na Tromejo med Kosovim, Albanijo in Črno goro. Sicer smo prišli iz Črne gore, ampak pot vodi tako okoli, tako da smo zdaj že prej v bistvu prišli na mejo med Albanijo pa Kosovim, zdaj pa nazaj v bistvu še do črnogorske meje. Prihajamo na Tromejo. Evo, hopa, na tej strani Črna gora, na tej strani Albanija, tukaj pa Kosovo. Super, gledajte, kakšne lepe planine. Nad Hridskim jezerom zaključujemo super potepanje po prvem dnevu prokleti. Maja, je bilo v redu? Ni za opisati. Raj na zemlji. Super. Ne, res. Top. Odlično. Tukaj pa še majhen razgleda na Hridsko jezero. In pa tale naš prvi vrh smo ga osvojili, Hridski krš. In pa seveda po prelepih gozdovih balkanskega bora Molike. Kako se vam je zdelo? Odlično, odlično. Odlično, super. Za pohvaliti. Ja. Čudovito. Še en krog. Lepo je bilo, lepo. No, super. Evo, skole. Na čevapčič. Evo, zdaj pa zaslužena večerja.